Še malo pa si bomo lahko gledali novo bojo serijo Hiša ljubezni, v kateri si eden od glavnih likov. Igraš Mareta, mlajšega brata, no, v bistvu nekako rečemo temu solastnika, ali kako bi lahko rekli. Lahko malo več tudi ti, no, poveš o tem liku, mi smo vseeno samo videli teh 10 minut. Ja, se v bistvu najraje bi, da si kar to pogledate, pa sami odkrijete. On je pač en lik, ki česarkoli se lotimo, ne gre čisto po načrtih in v bistvu kar ga gor drži v življenju je to, da ima sestro, ki kljub ga podpira ne glede in rešuje iz vseh teh težav in on tudi iskreno hoče vse te težave rešiti, ampak ko eno reši, se mu potem 3 druge vzpostavijo. Tako da je to nek tak cikel, v katerem je. Največ pa boste videli, ko boste pogledali. Kako pa je bilo delati serijo? To je bilo ena zelo prijetna izkušnja, zato ker smo imeli kar časa dosti za priprave in potem, ker smo bili vsi pripravljeni, smo lahko zelo hitro in sproščeno delali, kar je v bistvu to, kar si želiš. Tako da upam, da se bo ta dobra energija, ki je bila na svetu, da upam, da se je tudi prenesla na kamero oziroma na digitalen svet, ki je to zdaj že naprintal, ni na filmskem traku. No. Tako da to. In kaj pa ne vem, glede to, da je govora o tej hiši ljubezni, se pravi bordelu po domače, si mogoče šel kaj preverjati, oziroma ste šli za kipa celo kdaj v kakšen bordel, da ste malo pogledali, kako to resnično deluje, ali pa saj, če si bil kdaj več na izletu po Amsterdamu, si se že tako prej, no, sprehodil po Rdeči četrti, si imel malo približno pojma, kako ne bi to potekalo. Ja, točno to, Amsterdama spomnim se tega, drugače nekih blaznih izkušenj s tem nimam, ampak smo dosti že videli nekih stvari ali pa posnetkov, tako da vemo, kako to deluje, ampak se mi zdi, da je to na en tak, ne vem, na tak simpatičen način je zapakirana ta naša hiša ljubezni, se mi zdi, da je vedno ostaja na meri nekega dobrega okusa, da vedno pride do roba, nikoli pa ne gre čez. Tako se je nam zdelo, ko smo to ustvarjali, zdaj pa bojo gledalci povedali.